Mislim, da je še en takih prispevkov, ki so zelo stimulativni za to, da potem šel vzame knjigo v roke, ne, in prebere dejansko, ne, o teh rečeh, o katerih je govorila. Mi smo v pripravah precej razmišljali o tem, ne, rabimo posebnega konferencijeja za ta svečani del današnjega, ne, ampak boste razumeli, ne, da si nisem pustil vzeti tega zadovoljstva, ne, da bi jaz bil tisti, ne, ki napovem naše goste, ki so nas prišli pozdraviti, da ne povem gospoda Zorana Agence in Hero Svodnjak, in zdaj tudi danes je kos. Jaz se ne bom več ukvarjal s tem, da bi bila Manico predstavljal, ne, ker vsi veste, kdo je, in kar predlagam jaz na mikrofon. Ampak jaz ne maram računalnika. Pozdravljeni, najprej vse dobro slavljencu in potem še bolj osebno sporočilo, moje spoštovanje vsem tistim, ki ste vložili v delovanje svetovalnega centra svojo energijo, svoj čas, del sebe, del svojega življenja. Delovanje v službah, kakršen je svetovalni center, pa tudi v sorodnih službah, v šolah, v zdravstvenih ustanovah, je preplet med človečnostjo in strokovnim znanjem. Ravnovesje med enim in drugim je posvečeno stanje, umetnost našega delovanja. In v svetovalnem centru sem vselej posebej cenila to prvino človečnosti v odnosu do ljudi, za katere uporabljamo nekoliko brezosebno besedo stranke. V svojem nagovoru bom predstavila in podelila z vami razmišljanja o duševnem zdravju otrok, ali kot se bolj pogosto pravimo o psihosocialnem zdravju, in o strokah povezanih z varovanjem duševnega zdravja. Takoj moram povedati, da bo več vprašanj kot odgovorov, ampak tako je vselej, ko razmišljamo o osnovnih vprašanjih in o bitnih stvarih. Popolnoma se zavedam, da kot človek, ki je zunaj delovne stvarnosti, si lahko dovolim vprašanja, kritične razmišljanja. To lahko počnem z distance, razbremenjena odgovornosti, konkretne odgovornosti za pomoč posamezniku, ki je prišel k meni po pomoč. In vem, da je to neke vrste razkošja. Jaz upam vendarle, da vam bo to, kar bom povedala, tudi dalo za razmisliti, da bo morda lahko kaj pomagalo. Zdaj, ko pričnemo ta splošna razmišljenja, se lahko najprej vprašamo, kaj to sploh je duševno zdravje. Jaz bom povedala s človeškimi besedami, ker moram reči, da vse raje uporabljam človeške besednjak, ko sem tako rekoč strokovni besednjak že pozabila. V človeškem jeziku to pomeni, kako ti je v duši, kako se počutiš, kako deluješ, koliko si učinkovit, kakšni so tvoji odnosi z drugimi, kako obvladuješ težave, kakšni so tvoji odnosi s skupnostjo, kako se spreminjaš, razvijaš in ali so pri tebi prisotni pojavi, ki jim pravimo simptomi duševnih motenj. Zdaj vidite, te prvine se med seboj prepletajo in s časoma in v času spreminjajo svoj pomen. Ko sem začela delati, je bilo duševno zdravje, odsotnost bolezni, skratka, ta postavka ali vprašanje, ali so pri tebi prisotni pojavi, ki jim pravimo simptomi duševnih motenj, je bila glavni kriterij duševnega zdravja ali nezdravja. Potem so prišli časi po drugi svetovni vojni, ko smo bili vzneseni s psihodinamskimi teorijami in smo govorili samo o emocionalnosti. Takrat se nam je emocionalnost, se nam je zdela, tako rekoč, edina pomembna. Potem smo se počasi, čez desetletje, začeli pomikati v kapitalizem in neoliberalizem in je postalo ključno vprašanje, kako deluješ, koliko si učinkovit. In če pogledate revije, ali pa če pogledate program tega seminarja,
boste videli, da pravzaprav večina tem, ali pa vsaj polovica tem se ukvarja z vprašanjem, kako deluješ, z vprašanjem storilnosti, učinkovitosti, da je o čustvih pravzaprav zelo malo govora. Potem je prišlo tudi vprašanje, kako obvladuješ težave, to se pravi vprašanje obvladovanja, coping, kot rečemo, rezilientnosti, odpornosti. In zdaj, da malo bolj strokovno povem, danes se poslužujemo opredelitve Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da je duševno zdravje, stanje dobrobiti, prosim poslušajte pozorno, stanje dobrobiti, v katerem posameznik realizira svoje sposobnosti, obvladuje normalne obremenitve in strese, lahko dela produktivno in uspešno, je možen doprinesti svoji skupnosti. Sreča, čustvenost se skromno verjetno skriva v tej besedi dobrobit, medtem ko so pa ostale kvalitete produktivno, uspešno in tako naprej eksplicitno navedene v tej definiciji, ki danes obča definicija. Zdaj, opredelitve se s časom spreminjajo, to sem že omenila, in se mi zdi, da je zelo pomembno, da se zavedamo tega, v kolikšni meri je naše gledanje na duševno zdravje in na duševne motnje povezano s širšimi družbenimi dejavniki, pa ne samo zato, da bi prepoznali, to se to, mislim, prepoznavamo, ampak zato, da bi poskušali v svojem delovanju ostati samostojni, to, o čemer je Vera govorila, da se ne bi preveč podredili tem tokovom, spreminjajočim se vrednotam in da bi vendar poskušali ubraniti neke vrednote, ki so temelji naše stroke, med ostalim tudi vrednoto čustvenega dobropočutja. A veste, včasih se mi zdi, ko o tem govorim, da je to vse zastarelo, starinsko, ker danes pravzaprav je v spredju kognitivni procesi, o čustvenem je zelo malo se govori, ampak vendarle, mogoče, ker sem stara in kako demodirano razmišljamo o tem, da so čustva vendarle pomembne in da če se kdo postavlja za čustva, se mora naša stroka postaviti za čustva. No, torej ta ekonomska in vrednostna naravnanost sedanjega sveta, da postavlja v ospredje učinkovitost, uspešnost, tekmovalnost, ki so osnovi za ugoden položaj v družbi in konsekutivno tudi za zadovoljstvo. Zdaj, ker je pa, veste, naše stroke so stalno nihanja med okoljskim, pa biološkim, med čustvenim in kognitivnim. No, in ker smo v sedanjem času le malo preveč zašli, kot kaže, v opredeljevanje duševnega zdravja kot delovne, storilnostne in socialne uspešnosti, je nihalo zanihalo malo tudi v drugo smer in tisti, ki vas zanima čustvenost, boste našli veliko tega pod pojmom emocionalna dobrobit, well-being, kot pravijo, s številnimi vprašalniki o emocionalni dobrobiti in nekateri avtori celo uporabljajo termina duševno zdravje in psihosocialna dobrobit. Skratka, so dodali to notranje zadovoljstvo srečo kot nek dodatek, privesek duševnemu zdravju. Zdaj, kaj so psihosocialne motnje? Najbolj enostavno odgovor je, to je odsotnost duševnega zdravja, ampak edini veljavni odgovor v današnjem času je psihosocialne motnje so tisto, kar je predstavljeno v klasifikacijah bolezni. Če sodiš v klasifikacijo bolezni, imaš psihosocialne motnje, imaš tudi vse pravice, ki izhajajo in bonitete, ki izhajajo iz teh motenj. Če pa ne sodiš, če pa nisi v klasifikaciji, lahko še tako trpiš, si še tako nesrečen, ampak nisi kategoriziran kot človek s psihosocialnimi motnjami. Zdaj, teh psihosocialnih motenj, opredeljenih v klasifikacijah, naj bi bilo 10–20% otrok in mladostnikov, številke so zelo različne, ampak nekako vse giblje v tem
To se pravi, epidemiološko je to silno pomemben pojav, tudi če je samo 10%, to nikakor ni malo. Pri tem bi rada povedala to, da opredelitev psihosocialnih motenj je popolnoma dogovorna zadeva. A veste, mi živimo v neki iluziji, da je to velika znanost, v resnici je pa to pravzaprav stvar dogovora. Vzemimo, v tekstu boste našli, vzemimo recimo lastnosti, ki jih postavimo na premico mirnost, nemirnost. Otrok je lahko miren, otrok je lahko nemiren po temperamentu, živahen, bomo rekli, ima veliko, smo včasih rekli. Otrok ima lahko hiperkinetični sindrom, kjer bomo postavili tisto mejo, je pač stvar dogovora nekih znanstvenikov, ki se bojo odločili, koliko krat v tednu si nemiren, koliko si nemiren, v kakšnem okolju si nemiren. Ali pa vzemimo vprašanje enureze. Ko sem jaz začela delovati, smo zdravili otroke, ki so močili posteljo po 3. letu, ker smo izjavljali, da so čustveno moteni otroci in da je potrebno zdraviti starše, ker je nekaj narobe z otrokom. Danes so strokovnjaki prenesli, delno tudi na osnovi epidemioloških raziskav, da ne bi bila krivična do njih, na 6. leto, tako rekoč imaš pravico močiti posteljo do 6. leta, ne? In potem seveda tudi ti določijo, kolikokrat na teden moči za to, da bi dobil diagnozo enurezis nocturna in da bi bil zdravljen. No, a veste, take analogije lahko postavimo tudi za druge motnje, recimo autizem. Eno je samošen, izoliran otrok. Na skrajnem koncu kontinuuma imamo otroka z autizmom. In zdaj vprašanje, kje se bomo odločili ali pa kje se bodo strokovnjaki, ki odločajo v Ameriki ali pa v okviru svetovne zdravstvene organizacije, ker imamo 2 klasifikacij, ki bodo postavili to mejo. Diagnoze vstopajo in izstopajo iz klasifikacij, pojavi v skladu z družbenimi normami dobivajo različni pomen in različna vrednost. Najbolj zgovorni primer je homoseksualnost, oziroma kako se zdaj reče, istospolna nagnjenost. Včasih si zaradi tega bil kaznovan, šel si v zapor za to, nato smo to razlagali psihodinamsko, to je bila posledica neustrezne materinske vzgoje in smo psihoterapeutizirali homoseksualce, danes je pa to normalna inačica vedenja. Mislim, to se mi zdi najboljši primer tega. Ali pa vzemimo, torej to je primer, kako izstopi motnja iz klasifikacije, vzemimo drug primer, kako nek pojav vstopi v klasifikacijo in zadobi značaj patološkega, to je pa vprašanje teh razvojnih, teh specifičnih učnih težav, da se težko naučiš brati, da se težko naučiš pisati. Včasih to ni bila motnja, danes to je motnja, ki je v klasifikaciji in ta klasifikacija celo iz medicine prodrla v šolstvo in se šolstvo jo uporablja. V bistvu pa pravzaprav označuje samo to, da je ta različnost toliko moteča v sedanjem družbenem sistemu in šolskem sistemu, da otrok potrebuje neko pomoč, da ga zaščitimo in zato ga označimo kot bolnega. Mislim, tukaj je nov pojav, s katerimi se srečujemo. Prej je bila duševna motnja zgolj stigmatizacija, danes pa začenja prinašati neke prednosti in je znan pojav, da mnogi starši želijo, da bi otrok bil, ne vem, kako se danes reče, razvrščen ali kakšen uradni naziv za to, skratka, usmerjen, da bi otrok bil usmerjen, ja, in da bi zaradi tega v šoli ga drugače tretirali. In to se dogaja ne samo pri nas, to se dogaja v svetu, to se dogaja za autistične otroke, to se dogaja torej za otroke iz spektra, autističnega spektra, to se dogaja za otroke iz spektra specifičnih učnih težav. Tako da to prinaša tudi določene prednosti. Zdaj, mogoče še nekaj o družbenih dogajanjih in duševnem zdravju.
Družbeni kontekst večkratno določa, ali bomo se počutili dobro ali slabo, ali bomo uspešni, neuspešni, ali bomo klasificirani kot bolni ali ne bomo. No, o tem, kaj je revščina, kakšno premenitev revščina prinaša, to se pravi dejanska socialna situacija, to niti ne bi govorila. Ampak kar se mi zdi v tem kontekstu bolj pomembno, je to, da družba določa idealno vedenje in delovanje. In idealni tip tega vedenja in delovanja v neoliberalni družbi je človek, ki je uspešen, človek, ki je učinkovit, človek, ki je tudi dovolj agresiven, invaziven, človek, ki si zna priboriti svoje mesto, človek, ki ima dobro samopodobo, ki verjame vase, in to so naše ključne vrednote. Izboljšati samopodobo, izboljšati samozaupanje, izboljšati pogum, korajžo. Bila sem v šoli za svojega vnuka in učiteljica, ki je res vsega spoštovanja vredna, mi je rekla, njegov problem je v tem, da je kot da ga ne bi bilo v razredu. On nikoli nič ne vpraša, se nikoli ne oglasi. On znam, če ga vprašam, ampak če bi on bil aktiven, če bi pokazal, da je samozavesten, da proaktivno hoče nekaj narediti, napredovati, narediti za to situacijo v razredu, bi tudi dobival boljše ocene. In to je tako, dejansko je tako. No, potem seveda družba določa število stresogenih faktorjev, o tem ne bi danes govorila, ampak tudi oži resurse pomoči. Mislim, družbena ureditev tudi oži resurse pomoči. Recimo, družina je bila nekoč ogromen resurs pomoči, danes se družina oža, razpada in tako naprej in se je njena varovalna moč zmanjšuje. Družba določa tudi obstoj in delovanje služb pomoči in hvala Bogu, da podpira to, ker drugače bi bilo kar hudo, pa tudi komu pravzaprav pomoč služi. A veste, pri pomoči, ki jo nudijo strokovne službe, je v tem, kot je že Vera omenila, da dejansko po ameriških podatkih prijema pomoč 10-20% pomoč strokovnih služb, 10-20% otrok s težavami. Skratka, lahko rečeno za 80% otrok ne koristi našega znanja, ne koristi naših institucij. In zdaj bi rekli, dobro, tistih 80% so manj prizadeti. Samo, žal ni tako. Namreč veliko otrok, ki izhajajo iz najbolj neugodnih okolij, bodi si socialno, bodi si neugodnih v psihosocialnem kontekstu ali smislu, ne prijema pomoči. Veliko otrok s hudimi težavami nikoli ne pride do strokovnjakov. Največ otrok prejema neko obliko pomoči v šolah, zato se mi zdi tako pomembno investirati v šolo. Zakaj? Zato, ker tam so preprosto. Tam so dostopni učitelju, šolskemu svetovalnemu delavcu, medtem ko premakniti jih v neko institucijo, to je pa že druga zgodba. No in mislim, da bi institucije res morale biti zelo pozorne na to, komu pomagajo, koga obravnavajo, za koga trošijo svoj kapital. Kapital v znanju, kapital v modrosti, kapital v, kako bi rekla, tudi moralni kapital za pomoč otroku v stiski. Zdaj, nasproti temu, o čemer sem prej govorila, da pravzaprav so motnje v veliki meri družbeno definirane, z zahtevami družbe, pričakovanji družbe posameznika, se pojavljajo tudi neki upori zoper to, upori zoper razraščanja in širjenja števila tako imenovanih motenih ljudi, motenih otrok. Zadnji klasifikaciji bolezni, ki so jo Američani proizvedli, ta zadnja klasifikacija je deležna mnogih očitkov, namreč, da je tako razširila kriterije za motnje, da pravzaprav že trmasti otroci pridejo v klasifikacijo in jih je treba zdraviti. Skratka, mnogi ugledni pediatri in psihiatri in psihologi oporekajo temu. No in kot protivtež temu se je razvila ta ideja socialnega konstruktivizma, o kateri pravzaprav v Sloveniji zelo malo se govori, zelo malo je slišati, tudi sociologi se s tem ne ukvarjajo ravno veliko.
In to je ta ideja, ki govori o tem, da vedenje zadobi svoj pomen za posameznika in družbo v socialnem kontekstu in da bi bilo treba revidirati pravzaprav to, kaj mi imenujemo motene in kdo ni moten. In seveda, če revidiramo, bi bilo tudi treba revidirati način obravnave teh ljudi, recimo otrok v šoli, ker pravzaprav bi lahko bil deležen nekega individualiziranega pristopa, ne da bi bil usmerjen v neko motnjo. Zdaj, kar zadeva stroke varovanja duševnega zdravja. Jaz sem pogledala, tako kot pač vsi gledamo v Wikipedijo, kaj je to stroka, tako da vemo, kje smo. Stroka je skupek in razvrstitev zaznanega, odkritega, naučenega. To so pravila ali sistemi pravil, ki določajo vedenje in dejavnosti ljudi, ki delujejo v znanstvenih disciplinah. Vse to je prekrasno. Problem je samo v tem, seveda, da tisto, v kar mi svetu verjamemo, se pogosto pokaže pozneje kot, kako bi rekla, drugačno ali pa ne tako 100% veljavno. Jaz bi rekla, da strokovne teorije, tako kot je rekel filozof, vsaka teorija predstavlja mrežo, ki ujame del resnice. In težko govorimo o zmotnih in nezmotnih teorijah, pač običajno vsaka ujame del resnice, tako kot je psihoanaliza ujela del resnice, kot neuroznanost ujame del resnice. Problem pa nastane v tem, pravzaprav, kako bi rekla, torej te zmote so pač spremljevali vsakega znanstvenega razvoja v vseh strokah. Ampak problem je v tem, da mi včasih preveliko sigurnostjo, zanesljivostjo, prevelikim prepričanjem, to smo danes tudi slišali, kako je treba biti prepričan, da delaš prav, da smo malo preveč prepričani o tem, da delamo prav in smo bi prepričani tudi takrat, ko smo levičarje preusmerjali v desničarje, ko smo bi lahko naštevali še in še teh primerov, ko smo starše dolžili, da so krivi za vsako motnjo, vse, kar se je pri otroku pojavilo, za vse so bili dolžni krivi starši. Mene še danes sram tega, ker sem sama isto počela. Skratka, hočem povedati, da v teh teorijah je treba na nek način ohraniti neko distanco, neko zdravo pamet, nek zdravorazumski pristop in poskušati ne delati škode v imenu znanosti in v imenu prepričanja o tem, kako smo dobri in kako vse vemo. Zdaj, stroka določa, še enkrat, kaj so motnje in kaj niso motnje. Stroka kreira teorije duševnega zdravja in te teorije so zelo, zelo različne. Določa, kdo je krivec za motnjo. Vemo, v psihodinamskih teorijah so bili starši krivi, v neuroznanosti je biologija kriva, v socialnem konstruktivizmu je družba kriva. Skratka, stroka določa, koga bomo okrivili za to, da je nekdo označen kot moten. Kar zadeva teorije duševnega zdravja in duševnih motenj, danes pravzaprav imamo nekako dva univerzalna pogleda, v kateri lahko umestimo posamične teoretske modele. Prvi je ta ekosocialni Bronfenbrennerjev model, ki celostno gleda na dogajanja. Prednost tega celostnega pogleda je velika, ker namreč na nek način širi področje ogrožajočih in varovanih dejavnikov od družine na druge socialne sisteme, v katere je vpet otrok, in tudi seveda na otroka, opozarja pa tudi na lastnosti otroka samega. Drugi univerzalni pogled je pa pogled, ki govori o tem, kar označujejo recimo v anglosaksonski literaturi z geni kratopolje, to se pravi, da so motnje ali pa težave ali pa neki pojavi vsele pogojeni s presečiščem okolja in genov. Jaz bi besedo gen zamenjala za biologijo, ker, veste, niso samo geni. Če imaš poškodbo možganov, bo to vplivalo na tvoje duševno zdravje in to niso geni. Ali pa, če zboliš za meningitisom ali pa za encefalitisom, se boš tudi spremenil. Skratka,
biologija kratokolje, oziroma presečišče soigra med biologijo in okoljem. V zadnjem času seveda predvsem neuroznanost dobiva, torej postaja vse bolj pomembna. Neuroznanosti pravzaprav bi človek očital, pa jaz bi očital dvoje. Prvo je to, da zaenkrat je zelo malo praktičnih koristi od neuroznanosti za terapevtsko delo, za diagnostično ampak za terapevtsko zelo malo. In nisem edina, ki mislim tako, Rater recimo dosti piše o tem. Drugi problem, s katerim se pa jaz srečujem, pa tudi drugim, je pa ta, da pravzaprav s temi neuroznanstvenimi razlagami različnih motenj, zlasti motenj na socialnem področju, se pojavlja vprašanje, kakšen odnos, kakšen vrednostni odnos se zavzeti do tega. A veste, lahko rečem, on je pač ubil nekoga, ni kriv, tako so mu delovali možganske celice, ne vem, kakšni mehanizmi možganski, ali pa rečemo, ja, lepo se obnaša, naredil je nekaj dobrega, zato, ker ima zrcalne celice dobro razvite. Ne vem, če sem uspela povedati, a veste, na nek način, da razčlovečimo dobro in zlo, pripišemo vse biologiji in zgubimo, kot bi rekla, ta moralni odnos do človeka in do njegovega vedenja, etični odnos. Brala sem nekje, sem prebrala, da so ugotovili znanstveno ugotovljeno, jaz smo bilo pomisleke pri tem znanstveno ugotovljeno, ampak kakorkoli piše, da so znanstveno ugotovili, da psihiatri veliko manj sočustvujejo z ljudmi, ki so storili kako asocialno dejanje, kako kaznivo dejanje, odkar vedo, da je kolikšna je deležba nečesa, na kar ne moramo vplivati, to se pravi deležba, to se pravi vpliv teh možganskih procesov. Skratka, prej so bolj sočustvovali z ljudmi, ki so kaj slabega naredili, zaradi tega bili kaznovani, zdaj pa je to sočustvovanje se na nek način zmanjšalo. No, še nekaj o prenosu raznih teorij v prakso. Zdaj, seveda, mi prisegamo na teorije, vendar dejstvo je pač to, da tudi ko smo najbolj sveto prisegali na teoriji, na purizem, da se sme samo eno teorijo uporabljati, to je bilo v začetku mojega delovanja, da tudi takrat nismo bili tako pravoverni in smo uporabljali različne pristope, pač tiste pristope, ki smo jih znali uporabljati, ki so bili sprejemljivi za pacijente in ki so bili v določenem kontekstu izvedljivi. Samo veljala je norma pa pravila, da ti moraš eno teorijo, eni teoriji moraš biti dober in moraš samo ta pristop izvajati. No, to se je spremenilo in pravzaprav zdaj imamo multimodalne pristope, imamo timske pristope, imamo eklektične pristope. Za vse to se je v nekem obdobju uporabljal izraz svaštaranje in si bil grdo gledan, če si mešal razne pristope, ker nisi bil pač pravoverni in dovolj znanstveni. Kaj zadeva naše delovanje naših strokovnih služb? Jaz vidim nekaj vprašanj, sem si skozi zastavljala. Eno je to še enkrat poudarjam, da zajamemo tako majhen del otrok s težavami njihovih staršev. A veste, mislim, kakorkoli 20%, pa če vzamemo 30%, to je z vidika epidemiologije ali pa nekega medicinskega javno-zdravstvenega pristopa, je to presneto malo. In se ob tem sprašujem, kaj smo naredili, kako bi bilo možno to situacijo spremeniti. Seveda, mi ne moremo, ena varianta je, da mi spremenimo svoje delovanje, druga varianta je, da prisilimo ljudi, da pridejo k nam, ampak jaz vidim najbolj realno možnost, to je v širjenju in propagaciji naših znanj, naših spoznanj med ljudi, ki so v vsakodnevnem stiku s otroki, to se pravi med učitelje, med zdravstvene delavce, šolske delavce, med prostovoljce in tako naprej. Veste, mislim, da je tu ogromno resursov v teh običajnih življenjskih mrežah, ki se jih mi premalo poslužujemo in s katerimi smo premalo v koaliciji, da bi jih aktivirali in mobilizirali in pomagali ljudem.
Eden mojih zadnjih projektov je bil v Afganistanu in sicer v tistih najbolj oddaljenih in najbolj ogroženih provincah. To je bila psihosocialna pomoč ljudem, oziroma družinam, ki so doživeli izgube, travme in tako naprej. To psihosocialno pomoč so nudili peki, trgovci, kmetje, skratka ljudje, ki so bili laični, tako zvani laični terapeuti ali laični pomočniki, oni jim rečejo caregivers. No, in ti so prišolani v 14-dnevnem seminarju, so odšli nazaj v te svoje province in so pač v sodelovanju z učitelji, z mulo, so pomagali tem družinam. In verjemite mi, stvar je delovala. Mislim, učinki so bili zares prisotni z eno dost skrbno narejeno evalvacijo in v tej literaturi, ki jo pač jaz zdaj sledimo v teh otrocih, gre za milijone otrok, dobesedno, ki so jih prizadela vojna, dogajanje in terorizem, se pokaže, da lahko z ustreznim usposabljanjem teh ljudi, podporo teh ljudem, tem laikom, tem caregiverjem, se lahko aktivirajo zelo veliki resursi pomoči. In lahko rečemo, mi smo v Afganistanu, mi smo v Republiki Sloveniji, ampak še vedno v Republiki Sloveniji smo v Republiki, kjer ne pomagamo večini otrok, ki imajo težave. To se pravi, da gre za razmišljanje, kako pomagati. No, recimo, prostovoljci so bili tudi ena taka pot aktiviranja nekih resursov. Zdaj, nekaj kritičnih pogledov na stroko sem že omenila. Mogoče samo še nekaj jih dodam v razmislek. Recimo, eden teh je ta, da so problemi, s katerimi se stroka ogromno ukvarja in strokovne službe, in so drugi problemi, za katere je v literaturi posrečen izraz petelka motnje, s katerimi se stroka ne ukvarja prodost. No, in največ se ukvarjamo zdaj s hiperkinetičnimi motnjami, ki, če spošteno povedano, jaz ne, če so to tako grozne motnje, vsaj za večino otrok, ki pomagajo. No, to je eno. Zelo malo se ukvarjamo pa z motnjami vedenja oziroma s temi delikventnostjo. In to zdaj govorimo o Sloveniji, ko govorim nasploh. In to tudi je en očitek te stroki. Potem ponavljam to, da se mi zdi, da bi bilo koristno v večji meri aktivirati socialne mreže in se z njimi povezovati. In na nek način tudi v večji meri prevzemati neko socialno odgovornost, torej poleg te etične odgovornosti, ki jo imamo v odnosu do posameznika, ki pride do nas, v večji meri prevzemati socialno odgovornost do tega, kar se dogaja v našem času in prostoru in poskušati na nek način delovati korektivno, opozarjati na to, recimo, na to, da kako hitro uvrstimo otroka s šolskimi težavami med motane, kako bi bilo bolj pametno večji razpon individualizacije razvit v pojmovanju in v praksi. Vrsta stvari je še tukaj, o katerih moj čas je že potekel. Zdaj samo še nekaj stavkov o tem, kam plovamo. A veste, bi raje to zamočala. Jaz imam občutek, da ne plovemo v dobre vode. Otroci so vse bolj razčlovečeni v nekem smislu, ure in ure preživijo v igricah, pa pri tem niso nesrečni, mislim, to se mi zdi važno, da pri tem sploh niso nesrečni, so popolnoma zadovoljni s tem, da tudi v naših pogledih vse bolj prevladujejo ti neurofiziološki mehanizmi, neuroznanost se nam zdi vse bolj pomembna in se nam bo tudi zdela vse bolj pomembna. Mi, ki sedimo tukaj, smo še malo zaostali in staromodni, ampak čez 10 let bo ta situacija precej drugačna. Če se ne boš spoznal na vse te čipse in aparate, ki ti lahko uravnavajo možgane, boš okvalificiran kot nestrokoven ali pa nesodoben. In se sprašujem pravzaprav, kaj lahko naredimo,
kako lahko, a ima sploh smisel, da se kaj upiramo temu, a lahko še opozarjamo, kako pomembna je človečnost, čustvenost, na Heleno Puhar, da se vrnem, kako pomembno je to pri našem delovanju in seveda sploh pri obstoju človeštva na tem svetu. Ne vem, mislim, ne vem, ali ima to tako učinka ali ne. Tudi ne vem, kaj je prav, zakaj naj vzgajamo otroke. Ali naj jih vzgajamo zato, da bodo ljubeči, da bodo dali drugim prednost, ali naj jih vzgajamo zato, da bodo asertivni, da se bodo prebili naprej, da se bodo uveljavili, da bodo dosegli moč v denarju, v socialni moči. Ne vem, s čem delam uslugo svojim vnukom, recimo, in s čem jim delam škodo. Ampak, kakorkoli, če pa se vrnem na človeško raven in ne na futurološko raven, moram reči, da se mi zdi vendarle, da to, kar delamo, da ima pomen in da bo imelo pomen za ohranjanje človečnosti in moramo biti pozorni na to, da v imenu storilnosti in uspešnosti ne zanemarimo emocionalno stran, emocionalno kakovost človeškega življenja. Lepa hvala, doktoranici. Zelo je seveda zoprno, ko nekoga povabiš, potem moraš pa čas odmerjati in pozorjati na čas, za kar se seveda prečuje, ker bi te lahko poslušali še kar nekaj časa. Anica, ki smo jo povabili pred nekaj leti, na dogodek na Svetovnem centru, Anica bi ti nekaj povedala o zgodovini Svetovnega centra, ker jaz nisem človek zgodovine, jaz sem človek konceptov in je to danes še enkrat pokazala, da je človek konceptov, čeprav je konceptov tudi postavlja imenitno v zgodovinsko perspektivo. Koncepti imajo svoje življenje, svojo perspektivo. Zdaj pa nam se kosilo hladi. Hvala lepa vsem današnjim govornikom.